V nedeljo popoldan je japonska meteorološka agencija zabeležila potresni sunek stopnje 5,5 po Richterjevi lestvici v globini 10 kilometrov. Močno je streslo ozemlje prefekture Šimane na obali Japonskega morja. Danes mu je sledil niz potresnih sunkov po zahodnji Japonski. Tiskovni predstavnik japonske vlade Yoshihide Suga je na jutranji novinarski konferenci dejal, da naj bodo ljudje pripravljeni na še več sunkov, obenem pa, da bodo v naslednjih dneh videli, kako grozno stanje po potresu pravzaprav je. Potniki so se danes v Franciji spopadali z novimi udarnimi valovi in nevšečnostmi v prometu, medtem ko so železniški delavci protestirali zaradi gospodarskih reform predsednika Emmanuela Macrona in utrjevali stališče med vlado in železniškimi sindikati. Železničarji so prejšnji teden začeli 3-mesečno stavko zaradi spora glede načrtovane prenove državnega železniškega omrežja, največjega izziva še pred Macronovimi poskusi modernizacije francoskega gospodarstva. Videti je, da so zdaj pogajanja obeh strani prišla do stene. Nekateri sindikati otežujejo odpor, vlada pa je izkoristila glavne vidike njene reforme, ki vključuje tudi konec garancij za zaposlene v železniškem prometu. Nedeljske ankete v nekaterih medijih kažejo, da je reforma dobila javno podporo, 56% Francozov pa meni, da je zaustavitev železniškega prometa neupravičena. Številni podatki kažejo, da kitajsko gospodarstvo ohranja stabilno uspešnost z dobrim zagonom za rast leta 2018. V prvih 2 mesecih letošnjega leta sta se kakovost in uspešnost kitajskega industrijskega in storitvenega sektorja izboljševali. Industrijska proizvodnja na Kitajskem se je v januarju in februarju povečala za 7,2%. Proizvodni indeks storitvene dejavnosti se je v istem obdobju povečal za 8%. Ocena kmetijstva se bo najbolj videla poleti, ko bo glavna letina. Že zdaj pa to področje ocenjujejo pozitivno, saj večina polj že zoranih. Kitajske devizne rezerve so se do konca marca zvišale na 3,14 bilijona ameriških dolarjev. Državna uprava za devizne tečaje spremlja tudi svetovne valute, pri tem pa ugotavlja stabilnost Kitajske in uravnoteženost povpraševanja in dobave nafte. Kljub ameriškim carinskim dajatvam so s svojimi reformami pripravljeni tudi na povračilne ukrepe, ki bodo kitajsko gospodarstvo ohranili stabilno.